Radio ob 17. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Zgodba Termoelektrarne Šoštanj predčasno dobiva epilog. Poročila o rdečih številkah in nerentabilnosti niso nova, kljub temu pa so včerajšnje novice prišle nekoliko nepričakovano. 6. blok, za katerega smo odšteli 1,5 milijarde, ne obratuje niti 10 let in že družbi z novim letom grozi stečaj, ki bi za sabo za začetek lahko potegnil izgubo delovnih mest in nerešen problem ogrevanja v Šaleški dolini. Dolgoročno pa lahko v vsakem primeru pričakujemo povečano odvisnost od uvoza električne energije. Pristojno ministrstvo je včeraj predstavilo osnutek rešitve, predvidoma z novim letom bi TEŠ s premogovnikom postal gospodarska javna služba, ki bo zagotavljala primarno oskrbo s toploto. Izločen bi bil iz skupine Holding Slovenske elektrarne in prišel v upravljanje SDH-ja. Velenjski premogovnik bi šel deloma v zapiranje, del bi še zagotavljal premog za ogrevanje. Današnja oddaja bo nekoliko pogledala nazaj, predvsem pa naprej, torej kakšno bo v praksi reševanje nastale situacije, na kar bodo pomagali odgovoriti naši gostje. V studiu z mano sta minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Dober dan. Dober dan. In predsednik sindikata pridobivanja energetskih surovin premogovnika Velenje Simon Lamot. Pozdravljeni. Srečno. Nadaljavo pa je z nami generalni direktor holdinga Slovenske elektrarne Tomaž Štokl. Gospod Štokl, pozdravljam tudi vas. Pozdravljeni. Torej, gospod minister, kot ste dejali včeraj, je prednostna naloga države zdaj zagotovitev ogrevanja za Šaleško dolino. 3 občine, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, nimajo drugega vira. Tu so gospodinjstva, tu so javni zavodi, podjetja. Kaj je torej zdaj najprej treba postoriti? Napovedali ste interventni zakon, ki bo zagotovil sredstva, okoli 150 milijonov evrov letno, da bo TEŠ lahko upravljal vsaj to nalogo. Kdaj ga lahko pričakujemo? Bom kar direktno odgovoril. Moja želja in pa pričakovanje, ko sem takoj angažiral delovno skupino, kar nekaj strokovnjakov, predvsem pa na samem ministrstvu vse resurse, že prejšnji teden, čez vikend in pa dobesedno vsak drugi dan nastaja vsebina. Tako da jaz upam in verjamem, da v roku 2-3 tednov, da bodo prvi obrisi in osnutki interventnega zakona tako dobro izkristalizirani, da jih bomo lahko predstavili ponovno enakim deležnikom kot včeraj na sestanku pri meni. To je tudi moja obljuba in zaveza, da bomo sproti, takoj ko bo vsebina zrela, seveda obveščali in seveda bomo tudi želeli vse povratne informacije. Enako bomo tudi postopali transparentno in obveščali javnost. Kar se tiče samega namena zakona, se je čez poletje, pa to bo verjetno generalni direktor HSE več znal povedati, veliko informacij, predvsem pa dezinformacije je bilo spomladi pa poleti, ampak kot minister sem bil uradno seznanjen takoj po dopustih. Predtem seveda neuradno sem bil seznanjen, ampak večinoma se je pa dogajalo na samem poslovodstvu HSE, ki so morali pripraviti različne scenarije, tudi na obeh družbah, TEŠ in pa premogovnik Velenje in pa na relaciji do Slovenskega državnega holdinga kot upravljavca. Moja zahteva že takrat je bila, da je treba res 2-3 preveriti, ali je to edina pot. In zagotovljeno mi je bilo, da ni druge možnosti, da mora država intervenirati. Zakaj? Ker TEŠ vemo danes, da je edini vir za toplotno oskrbo več kot 35 000 ljudi v Šaleški dolini. In da ni druge alternative. Ker sem pristojen za to področje, sem moral intervenirati in seveda moram zaščititi ljudi v dolini in ogrevanje ne samo za to zimo, ki zdaj prihaja, zato je ta interventni zakon, da moramo to zdaj narediti, ampak tudi za prihajajoče zime, ker prvi cilj bo tudi, da se cena ogrevanja ne sme povečevati. Vemo pa, kaj se je dogajalo v preteklih letih, da so se stroški kar nekako vedno na ljudi prevalili. Tako da zaščita ljudi je bila in je še vedno prvi cilj, seveda tudi zaposleni. Mi si moramo tudi dodaten čas kupiti, da pridemo do drugih 2 zakonov, s tem se strinjam, tako z gospodom Lamotom pa obema županoma, ki jih skrbi, zakaj ta 2 zakona nista sprejeta, ker bi že morala biti. Ta 2 zakona res je, sta ključna za pravičen prehod.
Ampak da pa pridemo do tja, da jih naredimo res tako, kot je treba, pa potrebujemo interventni ukrep. In tu ste napovedali poseg v dobičke energetskih podjetij. Kako nameravate to izvesti in ali bo morala tudi skupina Gen prispevati? Doskrat sem zdaj dobil v teh 2 dneh odgovor, kako. Ta koncept bo potrebno v zakonu vsekakor doreči in ustrezno zapisati in tukaj bomo vsekakor sodelovali tudi z ostalimi pristojnimi deležniki. Ampak ja, vse bom naredil, kar je v moji moči in pristojnosti, da breme sofinanciranja ne bo šlo na ljudi, niti ne na davkoplačevalce, ampak da bo energetika krila strošek, ki bo potreben za to, da bo ta obratovala tako TEŠ kot Premogovnik Velenje. Skladno seveda s sprejeto strategijo. Prejšnja vlada je sprejela strategijo o postopnem opuščanju rabe premoga do konca leta 2034. Bomo pa seveda morali delati več nivojsko ali pa večtirno. Eno je, da bo treba spoštovati nacionalno zakonodajo, drugo je, da bo treba spoštovati vse limite oziroma omejitve iz evropske zakonodaje. Vse prevečkrat se to pozablja in se sili razne ministre, tudi mene, da pusti Evropo, dajmo narediti po svoje. To je zelo kratkega veka in moramo spoštovati seveda vso zakonodajo, ki nas obligira. In jaz vem, da so kolegi na HSE-ju in na Slovenskem državnem holdingu opravili domačo nalogo in preverili vse možnosti. Če bi bila kakršnakoli druga možnost, sem prepričan, da bi bila danes na mizi. Sama izločitev TEŠ-a s premogovnikom iz skupine HSE pa ne bo stvar zakona, ampak skupščine, če prav razumem. Ja, kar se tiče upravljanja, ministrstvo za to ni pristojno in to bodo seveda šli postopki preko korporativnega upravljanja in tukaj so postopki, ki, koliko sem bil obveščen, nekako že tečejo, aktivnosti prve so tukaj, ker noben si ne želi. To pa je bilo enotno stališče včeraj na sestanku pri meni, slabšega scenarija in od mene se nekako pričakuje, da preprečimo najhujše scenarije. Zato to počnemo, da se stvari preprečijo in zaščitijo, ker nekako so v preteklosti kar si stran gledali. In stvar se je na koncu zgodila, kljub nekaterim opozorilom, jaz pa nisem takšen in se treba soočiti s težavami in jih nekako rešiti dolgoročno. Dobro, zdaj gospod Štokl, a lahko malo pojasnite? Vemo, da je TEŠ pretekla leta že pretežno vsaj v rdečih številkah. Zakaj se je situacija ravno zdaj tako zaostrila, da grozi stečaj? Čeprav razumem, gre za to, da HSE kot družba mama ne sme več pomagati z bolj prijaznimi odkupnimi cenami oziroma različnimi mehanizmi, ki so TEŠ nekako doslej držali nad vodo. Ja, kot ste rekli, TEŠ se že kar nekaj let bori s tem, bi rekel, upravičevanjem njegove tržne upravičenosti. Do nekje leta 2019-2020 se je reševalo stvari tako, da se je potem sklepalo dodatne dokapitalizacije in se je recimo dalo dodaten denar ali TEŠ-u ali Premogovniku Velenje, kar je znižalo, ki ga je potreboval za živeti. Sicer je prikazoval TEŠ ali Premogovnik izgubo, ampak so dobili na koncu denar, da so lahko živeli. Potem nekje leta 2021, ko je bila poravnava z Alstom, je dobil TEŠ dodaten denar, ki mu je omogočil, da je takrat lahko prebrodil brez težav to krizo. Po tem obdobju so pa energetska kriza je dvignila cene in smo lahko dogovoru tudi po potrditvi FURS-a lahko uporabljali tako imenovano cost-plus metodo, se pravi, da smo znotraj 3-letnega obdobja dokazovali, da je cena, ki jo dajemo TEŠ-u in ki pokriva stroške, nekako ustrezna oziroma primerljiva tržni ceni, plus nek majhen pribitek. Tako da to smo potem lahko na ta način upravičevali. Ko smo lani jeseni zaznali, da se trg spreminja in da se cene električne energije z leta v leto nižajo, medtem ko cene kuponov rastejo. Zakaj je to? Evropa se je odločila za zeleni prehod in eden od načinov, kako znižati izpuste CO2, je uvedla ta CO2 mehanizem. Se pravi, mehanizem, ki naj bi penaliziral tiste, ki izpuščajo CO2 emisije v zrak. In tako kot ostale termoelektrarne v Evropi, tudi TEŠ ni izjema in ima težave, kako to zagotoviti. In ker je že recimo v naslednjem letu ta razkorak med električno energijo CO2 zelo majhen, oziroma ta pozitivna marža, že z letom 27 oziroma 28 pa je celo
cena električne energije že pod ceno CO2 kuponov, kar pomeni, da TEŠ bi takrat praktično ves prihodek, ki ga dobi na trgu, porabil za plačilo CO2 kuponov in ne bi ostalo več nič za premog, niti za električno energijo. To pomeni, da pač glede na take projekcije in glede na cene, ki so na trgu že naslednje leto, mi nikakor ne moremo več upravičiti, da stroškovna cena, ki bi jo TEŠ potreboval v naslednjem letu, da je dovolj blizu ali pa nekje tržna, kar pa pomeni, da bi to se tretiralo kot nedovoljena državna pomoč. To pa seveda je nekaj, kar je nedopustno. Dobro, gospod Kumer, vi pravite, da nekako popravljate napake iz preteklosti, ne? Ampak vendar zgodba TEŠ-a se vleče že nekaj časa, opozorila tudi, da ne bo zdržal do nekako načrtovanega roka izstopa iz premoga, tudi poznamo. Vseeno težko reči, da je bilo to presenečenje, ne? Zakaj ni vlada kot celota dala tega vprašanja malo više na prednostno listo, zdaj pa nimamo teh sistemskih zakonov, ki ste jih sami omenili, pa bi jih potrebovali? Ja, sem že vajen, da kot trenutni minister dobesedno prevzameš tudi vse kritike za nazaj. Že takrat, ko se je sprejela pod prejšnjo vlado strategija, se je zapisalo v 6 mesecih, da morajo biti zakoni sprejeti. Če bi se poznalo postopek sprejemanja zakonov, pa vemo, da je bilo to 5 mesecev pred volitvami, ne, da je to dobesedno nemogoče. Že takrat se je vedelo, da je nemogoče sprejeti zakone v tistih rokih, ko se je zapisalo v strategiji. Zdaj tako, pristojnost sprejema teh dveh zakonov in na drugem ministrstvu, jaz vem, da se oba dva ministra trudita, vključena imata zelo široke deležnike, da sodelujejo že pri pripravi osnutka zakona, kar se mi zdi pravilen pristop, vključujoč, transparenten, to je zelo dobro. Je pa slaba stran tega postopka, da pa je zagotovo časovno bolj zamuden. Tako da po eni strani je treba vedno tehtati, da se vključuje čim več deležnikov, da jim daš dovolj časa, da sodelujejo in da participirajo pri sami vsebinah, po drugi strani si pa seveda vedno omejen s časom. Tako da ne bi tukaj kritiziral postopka, ključno pa je, in to je bilo tudi spoznanje včerajšnjega sestanka, popolnoma enotno, čim prej sprejem kvalitetnih zakonov, ki morajo spoštovati načelo pravičnega prehoda. In koliko sem se pogovarjal včeraj z ministrom Novakom, je zakon, kar se tiče zapiranja premogovnika Velenje, še dosti v zaključni fazi. Mislim, da je bil danes celo nek osnutek že predstavljen, to bo gospod Lamut več povedal, ker na tem sestanku verjetno prisostvoval. Tako da jaz mislim, da tudi ti zakoni prihajajo in če je kakšen mesec uradov, ni toliko pomembno in ne sme kvaliteta trpeti zaradi časa zdaj na koncu. Gospod Lamot, vi prihajate iz sindikata premogovnika, zdaj kako veliko presenečenje pa so te novice v lokalnem okolju. Vendarle je bil napovedan nekako bolj postopen izstop iz premoga do konca desetletja in seveda kaj zdaj vi pričakujete od države? Ja, drži, nekako pozdravljamo ta sestanek, ki je bil sklican pri gospodu ministru Kumru. Dejstvo je, da smo mi že vsaj nekaj let opozarjali, da bomo potrebovali sogovornike na najvišjem državnem nivoju. Trudimo se vsaj od leta 2021 pri pripravi zakona o postopnem zapiranju. Pripravljali smo določene vsebine, trkali na prazna vrata, sprejemali so nas sekretarji, podsekretarji, direktorji direktoratov. Na koncu je leto 2024 in v bistvu mi nismo imeli niti enega posameznega člena, oziroma zgodilo se je celo tako, da je prišel na plano osnutek, ki je že takrat po naših napovedih nekako predvideval, da bo posodobljen zakon o postopnem zapiranju RTH-ja. Ker je ta vsebinsko v tem socialnem delu izredno skop, mi pravimo, da definitivno na tak zakon ne bomo pristali, nekako smatramo, da imamo pravico do usklajenega socialnega dela zakona in to bomo v nadaljevanju tudi zahtevali. Malo problematično je, ker se v resnici ta zakon dotika tudi drugih ministrstev, pripravljalec je MNVP, razpis je dal Ministrstvo za kohezijo, deloma posegamo v Ministrstvo za finance, pa v Ministrstvo za delo. In tako da v nadaljevanju, ko bojo prvi osnutki členov pripravljeni, vsekakor pričakujemo, da se sestanemo, da minister Novak organizira podoben sestanek, ko ga je včeraj minister Kumer, tako da tam ne pričakujemo tolikšnih težav. Jaz upam, da bo na koncu zakon šel v proceduro usklajen, ker ne bomo pač uporabili druge postopke. To smo tudi napovedali. Sam zakon
je tisti, ki potem kasneje rešuje te socialne probleme, ko bojo nastali. Nekako smo bili prepričani, da nacionalna strategija nam zagotavlja to postopni prehod iz premoga do leta 2033. Že pri pripravi smo mi rekli, da nekje na energetsko situacijo Slovenije, pa vse ostalo, po našem mnenju, najboljša zadeva letnica 42. Pripravili smo celo eno študijo v letu 2017, mislim, da je bila takrat edina na podoben način, kaj pomeni TEŠ za elektroenergetski sistem. Potem smo v letu 2020 ponovno pripravili študijo na strokovnem nivoju, iz katere se zdaj črpajo ti podatki, koliko je posredno zaposlenih in vse ostalo. Pričakovali bi, da se tako pomembni odločitve, kot je ta izločitev iz termodivizije, termodivizije iz skupine HSE, da se ostali predlogi, ki bojo zadevali energetiko v Sloveniji, pripravijo na podlagi nekih res dobrih, neodvisnih strokovnih zadev. Ker tega ni, se potem tako da bolj na političnem nivoju malo s parolami, malo z gesli. Jaz včasih očitam tudi generalnemu direktorju HSE-ja, da mi razumemo, da se prodaja miks električne energije, da HSE je upravljan korporativno po našem vedenju, glede na to, da so v naših nadzornih svetih bili oba člana uprave, eno v našem, eno v Tešovem, da HSE kupi elektriko od nas, od Drave, od Cenga, nekaj na trgu, na koncu, ko je prodan, ne vem, na borzo ali pa na ECE-ju ali komorkoli drugmu, tam ne piše, da je elektrika iz Teša, tam piše, da je pogodba HSE-jeva. In zato nas toliko bolj včasih motijo te navedbe, da smo zdaj kar naenkrat nek grdi raček, ki konstantno povzroča izgube. Dejansko pa sem v neki meri hvaležen temu ELS-ovemu novemu diagramu, kjer se pa vidi, kako pomemben je TEŠ v teh urah, recimo zdaj, ko je največ sonca, ko vsi pravijo, da bo sonce rešilo Slovenijo. Če greste na včerajšnji diagram, boste videli nekje od 18. ure, še prej 17. ure, pa tja do 23. 24. ure dela TEŠ praktično skoraj s polno močjo. To so tiste zadrege, ki nas begajo. Zaradi tega smo tudi na tem sestanku ministru Kumru predlagali, da se pogledajo še druge opcije, ker menimo, da mogoče pa le ni edina pravilna razlaga, da je to nedovoljena državna pomoč, da lahko morda znamo upravičiti, tako kot vsi ostali po Evropi, upravičili delovanje svojih termoobjektov tudi za nadaljnja leta, da ponovno preverimo, ali so vsi ti izjeme, ki so možne, res zamujene, ali se jih je možno narediti, ker zaveda se treba, da Slovenija je tudi tukaj. Rad da pokažem ministru ta seznam ukrepov, ki so jih sprejemali druge države, in samo Slovenija je tista, ki ni sprejela nobenega. Kdo je bil takrat na oblasti, ne vem. Zakaj je bilo zamujeno, ne vem. Definitivno to ni bil sindikat. Če gledamo, da na tem trgu nastopajo termoobjekti, ki imajo izjemo po teh pravilih, potem je za mene ta trg tudi neka neenakopravna zadeva, ker imajo potem boljše pogoje za samo poslovanje, zaradi tega imajo boljše pogoje tudi državljani in vsi ostali, po moje, nižjo ceno električne energije. Mogoče tukaj ustavim zaenkrat. Ok, morda najprej gospod Štokl, kakšen odziv na tole, pa potem seveda še gospod Kumar. Gospod Štokl, res, kot smo slišali, res ni druge poti, no? Razumem, da razmere niso prijetne, sploh ne za zaposlene v Tešnem premogovniku, ampak tako, kot sem že povedal, in predstavnikom sindikata in tudi sveta delavcev obeh družb, imeli smo že več razgovorov, imeli smo več sestankov, ni da se je včeraj to prvič zvedelo, pač predstavili smo jim tudi že pred meseci, da iščemo rešitve. In dejansko mi smo že septembra meseca zaznali težave, obvestili SDH na podlagi tega sprejel letni načrt upravljanja za leto 2024, tudi nam je naložil nalogo, da moramo preučiti vse možne rešitve, izločitve termodivizije. Mi smo najeli domače strokovnjake, tuje strokovnjake, ki so pomagali tudi državam pisati take podobne zakone za reševanje termodivizij. Preučili smo vse možnosti, nažalost se je vsako leto teh možnosti manj. Recimo Nemčija in Poljska take ukrepe uvedle pred letom 2019 in so lahko več teh mehanizmov uporabili. En tak je recimo tako imenovan CRM mehanizem za
ker če se ugotovi, da recimo neka država potrebuje dodatne kapacitete za zagotavljanje varnosti. Od 1. julija naslednje leto za tiste, ki niso sprejeli že zakona pred 2019, velja, da če izpuščajo več kot 550 kg CO2 emisij na megavatno uro proizvedene električne energije, tak ukrep ni možen. In tukaj mi nimamo več te možnosti. Po preučitvi vseh možnih ukrepov, na kakšen način bi lahko upravičili, da se neka podpora daje termoobjektom za nadaljnje obratovanje, se kot edina strokovnjaki so to proučevali, pravniki, vse, ki smo jih najeli, so kot edino možnost ugotovili ta model, ki so ga uporabljali Slovaki pred kratkim, to pa je zagotavljanje toplote, ker dejansko v dolini drugega vira toplote ni in se ga ne da na kratek rok nadomestiti in elektrika postane kot neke vrste stranski produkt. Tudi to, kar je bilo prej rečeno, da zavajamo, mi nič ne zavajamo. Ja, res je, mi prodajamo električno energijo v miksu, ampak točno se ve, katero uro, katera elektrarna koliko proizvaja in iz tega in tržne cene, borzne cene se da takoj izračunati, koliko je taka vrednost na trgu in na drugi strani, kakšna je stroškovna cena. Tudi povprečna prodajna cena v skupini je nižja od tega, kar je stroškovna cena v Tešu. Pa zato niso krivi ne rudarji, niti niso krivi delavci v Tešu. Sprejela se je takrat taka odločitev za tak blok. Pogoji, pod katerimi se koplje premog, lignit v Velenju, niso enostavni. Koplje se lignit 500 metrov pod zemljo, kar je redkost v svetu, da se taki podzemni kopi, ampak nažalost v Sloveniji drugega energenta nimamo in takrat je politika in kdo je sprejel odločitev, da se gre v blok 6 in da to bomo imeli. Na drugi strani je pa politika Evropske unije, ki je predvideva zeleni prehod in se trudi, kako penalizirati termoelektrarne, zato da bojo čim manj proizvajale in da bojo šle iz trga. In te dve, različni politični odločitvi v različnih časih se seveda tepeta in zdaj je na nas, da probamo najti rešitev, kako zagotoviti čim manj boleč ta prehod iz enega načina obratovanja Teša v drug način obratovanja Teša, ki bo še vedno omogočal, da bo premogovnik deloval tudi še naprej, da praktično ne bo potrebe po odpuščanju ljudi in ne v Tešu, ne v premogovniku in da bo Šaleška dolina imela zagotovljeno oskrbo s toplotno energijo. Gospod Lamot, zdaj gospod Štokl pravi zagotoviti, da ne bo potrebe po odpuščanju, ampak premogovnik naj bi z novim letom nekako zagotavljal le še premog za ogrevanje, za drug del pa je napovedano postopno zapiranje. Zdaj, kako hud udarec je to za vaše zaposlene, koliko jih pravzaprav ostane in kako hitro se lahko ostali prekvalificirajo? Zdaj, glede na meni izdane projekcije, ki pa mislim, da še niso dokončne in tudi ta interventni zakon pričakujemo vsebino, kaj to pomeni za nas. Po prvih, tako čez palec zadeva naj ne bi bila kritična, ker prehaja del jameno zapirano dela. In tukaj za ta del, ko je vezan na osnovni proces, po prvih projekcijah sploh ni težav. Jaz vedno pravim, da nismo samo tisti, ki so vezani na proizvodni proces, da tukaj obstaja skupina Premogovnik Velenje, kjer so 4 družbe. Imamo družbo HTZ, kjer je mislim, da trenutno 380 invalidov, polovica ali več je delovnih invalidov in nekako so se že pokazali prvi signali, da bi pa mogoče že pred samim sprejemom zakona, kjer želimo zagotoviti ljudem neko izbiro ali pa možnost pravičnega prehoda, že začeli od prodaje premoženja, z prenosom dejavnosti, z prenosom poslovnih procesov in temu zaenkrat oziroma smo povsod povedali, da odločno nasprotujemo in dokler zakon ne bo sprejet, se o tem niti ne želimo pogovarjati. Tako da zagotovitve pri ministru Kumru so bile zelo pomirjajoče. Jaz samo upam, da bo vsebina zakona narejena in sprejeta na način, kot je bilo tam povedano, pa bomo lahko šli po tej poti. Še pa enkrat, kot vedno poudarjam, da naj si odgovorni zelo dobro premislijo, ali umikati termoelektrarno iz energetskega trga, glede na dejstvo, da smo v letu 2021 in 2022 hudičevo močno potrebovali lastno energijo, lastni vir, vemo, kaj je, če slaba hidrologija, vemo, kaj je se zgodilo z Ukrajino, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu in biti korajžen, pa narediti to potezo, jaz mislim, da dolgoročno ni smotrno. Mogoče še enkrat strno glave pogledati
pa dogovoriti izjemo tudi pri Evropski komisiji. Zanašati se na uvozne kapacitete, pa na uvoz v teh časih je zelo pokarsko. No. Dobro, gospod Štokl, to pa je vprašanje za vas. Koliko manj elektrike bo pravzaprav proizvajala termoelektrarna, če bo njeno delovanje omejeno na zagotavljanje toplote oziroma na soproizvodnjo? Najprej govorimo na to, tudi če bo sprejet ta scenarij in se bo sprejet interventni zakon, da je prioriteta zagotavljanje toplote, to ne pomeni, da se elektrarna zapečati, da ne deluje elektrika, karkoli. To še vedno pomeni, da je elektrarna še vedno sposobna proizvajati električno energijo. In to je, bi rekel, tudi dana vrednost po svoje take rešitve. Ja, na eni strani rešujemo toploto in bo potrebno kar nekaj denarja za to, na drugi strani dobimo pa tudi objekt, ki bo še naprej deloval del proizvodnje za toploto, del bo pa še vedno sposoben delati na trgu v primeru izrednih situacij. Tako kot neka vrsta rezerva. Bo še vedno izkopoval premoga. Po drugi strani pa ne govorimo o res, ne vem, 5-kratnem, 4-kratnem, ne vem kolikokratnem znižanju proizvodnje. Točne simulacije, koliko bo še se izdelujejo, predvsem je odvisno od tega, angažirali smo tudi strokovnjake za tehniko, finance in to, ki pregledujejo glede na tehnične karakteristike vseh blokov, TEŠ-ov, plinskih, premogovnih, kakšen delež bi lahko zagotavljal toplote plinske, kakšen delež premogovne enote. Tudi pravniki še pregledujejo, v kakšni meri bi lahko TEŠ dodatno delal tudi na trgu z namenom, da bi za dodatno proizvodnjo v urah, ko se splača obratovati, kot se je bilo prej rečeno, imamo ure, ko je dosti obnovljivih virov in so cene nič ali celo negativne, imamo pa drugi strani pa ure, ko teh obnovljivih virov ni in so cene izredno visoke. In če bi uspemo to je tisto, kar se borimo še in to smo razložili tudi sindikatu, da bi dosegli tak dogovor oziroma v razlago, da se lahko TEŠ obratuje tudi v takih urah z namenom za to, da zniža potrebno subvencijo strani države, seveda na drugi strani tudi poveča proizvodnjo. Potem mislim, da proizvodnja bi bila zelo blizu tega, kar lahko premogovnik Velenje o planiranem zapiranju ene jame, ki počne z zapiralnimi deli in maksimalno proizvodnjo nekako druge jame, proizvede, tako da bi bile te dve količine premoga približno podobne. Seveda pa se treba zavedati, da ker bo premogovnik obratoval samo z enim odkopom, ampak eno jamo, je negotovost večja, zato moramo tudi povečati zalogo premoga na deponiji. Zato naslednje leto sploh se ne bojim, ker premog, ki bo več proizveden strani premogovnika, bo zelo dobrodošel na deponiji, zato da je rezerva na deponiji v primeru težav. Pri izkopu vemo, da delo rudarjev ni enostavno, da se dogaja 500 metrov pod zemljo in geološki in drugi naravni vplivi se dogajajo in zato je potrebna tudi rezerva premoga na deponiji. Dobro, ampak verjetno neke ocene imate, kolikšen delež elektrike glede na sedaj bo to, je to, ne vem, tretjina sedaj proizvedenega, četrtina? Ne. Sigurno več kot polovica. Več kot polovica? Ja. Dobro, gospod Kumer, zdaj termoelektrarna Šoštanj sicer v zadnjem času proizvede manj elektrike kot nekoč. Včasih smo govorili o tretjini skupne domače rabe, zdaj bolj o četrtini, celo samo še petini. Kljub temu pa je lani proizvedla 2,7 teravatne ure električne energije, kar je zelo podobno kot domači del proizvodnje krške nuklearke. Zdaj, kako bomo pokrili ta izpad? Gospod Štokl sicer pravi, nekako polovica vsaj naj bi ostala, ampak vendarle preostanek, je to uvoz, kako je dolgoročno načrtovano? Ja, energetska politika je živa stvar. Ključno je, da jo imamo in po dolgih desetletjih, mislim, da več kot desetletje in pol, je vlada leta 2020 končno sprejela energetsko strategijo, ki se je reče NEPN. Dobra stvar tega je, da je bil celo okoljsko presojan. Celovita presoja vplivov na okolje je prestal. Na eni strani je ta NEPN doživel neke kritike, da je premalo koncizen oziroma da določene stvari manjkajo, po drugi strani so pa kritike, da je preobsežen. Tako da tukaj smo sami tisti, ki si doskrat smo nasprotujoči. Ga bo zdaj treba prilagoditi? Zdaj posodabljamo NEPN. NEPN je še vedno dokument, ki je strateške narave, ki je usmerjevalne narave in daje navodilo organom oziroma deležnikom, kaj morajo narediti, da država, ljudje, gospodarstvo lahko prosperirajo na enotnem trgu. Slovenija ni otok. Dobra stvar je, da ima Slovenija zelo dobre daljnovodne povezave. Kar pomeni, če imamo najhujši scenarij, mi lahko, in to se je dokazalo,
ravno v času energetske krize, kjer sem jaz dobival številne pozive, tudi od nekaterih deležnikov, od katerih nisem pričakoval, dajmo zapreti energetske meje in dajmo se oskrbovati, vse imamo TEŠ, vse imamo JEK. In ravno tisti mesec sta oba dva glavna proizvodna vira bila zunaj. Eden planirano, eden neplanirano. Se pravi, v energetski krizi, ki je bila največjih, kar jih je Slovenija in Evropa doživela, bi se morali takrat nasloniti na dva stebra, pa se nisem mogel nasloniti. Ampak kljub temu so res kolegi v skupini naredili vse, kar so lahko in hitro odreagirali, tudi z zalogami in smo lahko na nek način prebrodili to krizo. Po mojem mnenju zelo dobro, da so bili nekateri ukrepi s strani slovenske vlade celo kopirani v druge države, ampak to je že druga zgodba. Zdaj, energetski miks je bil vedno, je in bo. Nikoli nobena energetska strateška strategija ne more staviti samo na en vir. Mi moramo imeti disperzijo teh virov, se pravi kombinacija virov je tista, ki daje dolgoročne najboljše rezultate. Zdaj, obnovljivi viri energije so tudi v vseh strategijah. Leta 2008 si je Slovenija zdala cilj 25%, super vse v dokumentu, super vse v zakonu, ampak desetletje pa pol Slovenija tega cilja ni dosegla. In smo plačevali 3-4 leta. Lansko leto, ko smo resno zastavili, tudi v času energetske krize, da je potrebno nekaj na tem resno narediti, smo pa dosegli prvič ta cilj. Tako da prvi koraki k samozadostnosti so bili narejeni in se še delajo in bodo do konca mandata. Delamo in se vidi, da je samozadostnost Slovenije zelo dobra, oziroma že blizu 100%. Moram pa nekaj reči. Vse prevečkrat vidim zavajanje, da reče, vse Slovenija je 20% odvisna. Dajmo ločiti tehnično samozadostnost in komercialno samozadostnost. Če bo Slovenija gradila vire energije, kjer bo 50% stroškovna cena višja, kot je povprečje, potem bodo ti viri sicer zgrajeni, ampak bodo stali. Ali pa bo mogel ta strošek nekdo plačati. Ali bodo to davkoplačevalci, ali bo to pristalo nekje na proračunu, namesto nečesa drugega. To je tehnična zmogljivost. Danes je več kot 100% v Sloveniji. Ampak komercialna, ker vsi hočemo imeti pa na koncu nizke cene, tista šteje. Če hočemo imeti nizke cene, moramo pa graditi bloke, ki so dolgoročno konkurenčni. Ali pa vire, ki so dolgoročno konkurenčni. In moj moto je vedno, gradimo tisto, kar lahko hitro, dolgoročno in kar je seveda skladno z vsemi sprejetimi dokumenti, strategijami in usmeritvami v Evropi in na nacionalnem mestu. Tako da, zato smo šli v brezogljične vire, delamo maksimalne napore na vseh segmentih in jaz upam, da bomo prišli v pozicijo, kjer bo Slovenija neto izvoznica konkurenčne energije, kjer bomo na nek način lahko krili dobesedno imeli velike prihodke z tega. Že danes to počnemo v nekih količnih urah in to je dobro. Naravno je, da bo TEŠ, ko bo moral delovati z velik delom zakrivanja oskrbe toplote po zimi, takrat imamo sonca manj, torej pomeni, da bo TEŠ steber zanesljive oskrbe tudi po zimi. Tako da tukaj ta režim, nov režim obratovanja, jaz menim, da bo treba določiti, se bo treba trgu prilagajati in to bo izziv naslednjih poslovodstv, da se temu naredi. Dobro, pa konkretno nove načrtovane investicije, kaj so to velike sončne elektrarne, to so proizvodnja s pomočjo lesne biomase, ne vem, morda plinska elektrarna na tej lokaciji? Mi smo pri soncu popolnoma zaspali. Zdaj slišimo, da preveč stavimo na sonce. Mi tle zaostajamo. Za modernimi, energetsko naprednimi državami zaostajamo. Tako da dokler ne bomo prehitevali tisti, ki so par let pred nami, so vsi ti očitki nepomembni oziroma se lahko samo nasmehneš. Mi rabimo od pomladi do jeseni ogromno konkurenčne energije in predvsem pa rabimo hitro zgraditi te vire. In najhitrejše se lahko zgradijo sončni viri. V marsikateri državi zelo hitro gradijo tudi vetrne elektrarne. Pri nas temu žal ni tako. Tako da stavimo na energetski miks, absolutno mi bomo še vedno potrebovali TEŠ,
absolutno, tle sploh ni dvoma, rabili bomo premog, ker je naša domača surovina in tako da seveda tudi lesna biomasa, imamo sredstva za lesne kotle, za kogeneracije, biomasa, naredili smo prvo geotermalno elektrarno, seveda bomo stavili še na razvoj dodatnih zmogljivosti na tem področju. Tako da pravi odgovor na vaše vprašanje je miks. In to velja verjetno tudi za oskrbo s toploto v Šaleški dolini, za neko dolgoročno rešitev. Ravno zato pa sem šel v pripravo interventnega zakona, da si kupimo čas, hkrati bomo seveda morali pa prestrukturirati tudi ta vir in zagotovo sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini ohraniti, vendar ga preklopiti na brezemisijske, brezoglične vire. Ok, gospod Lamot, kako vi gledate na te načrte na prihodnjo energetsko lokacijo na vašem koncu? Ja, jaz se pogovarjam z dvema vrhunskima energetskima strokovnjakoma in so zelo pomembne te besede. Tehnična zmogljivost je 100%, ekonomska je verjetno malo manjša. Drži, da ti brezoglični ali pa sončni viri so predvideni v višini 3500 MW, če se prav prebral, ampak to že danes pomeni, da, ko gledaš diagram najbolj osončenih dni, počasi zmanjkuje prostora za vse ostale vire. Takrat, ko je sonce. Ko pa sonca ni, moraš imeti pa rezervo. Zaenkrat obratuje nuklearka v pasu, pa vključujemo TEŠ, da dela te izravnave. Ravno zato mi več čas pravimo, dajte še enkrat premisliti, a je TEŠ tista ključna komponenta vsaj še nekaj let, da se to dogaja. Ker nekih pravih hranilnikov, dokler ne bo Kozjaka, po moje nimamo, če bo pa ta poraba elektrike rasla, tako kot je predvideno. Ko govorimo o plinsko-parni enoti malo večjih dimenzij, tudi tu smo mi mogoče kar en korak že zraven, imamo naredo študijo, imamo naredo scenarij konkurenčnosti in tisto, kar nam kažejo, kar so strokovnjaki naredili, definitivno cena iz take plinsko-parne enote je nekje blizu cene, trenutne cene iz TEŠ-a, vključeno s kuponi. Tako da iti v neko novo investicijo, če imaš svoj objekt že zgrajen, na polovico amortiziran, imaš svoj vir na deponiji premoga, je po moje nesmotrno. Projekti, ki se bi naj delali na lokaciji TEŠ-a, kar nekaj je omenjenih, od te sončne elektrarne, vodikarne, multifuel kotla za ogrevanje. Jaz upam, da strokovnjaki najdejo še kakšne druge projekte, ki bo imeli visoko dodano vrednost, ker tehničnega kadra, strokovnjakov in tega je v obeh družbah dovolj. Je pa treba neke predpogoje ustvariti in tisti so bili zapisani v nacionalni strategiji. Mi smo takrat potem protestno izstopili, ker se ni nekako zapisalo, da ukolikor ti ključni mejniki ne bodo doseženi, da se določi odgovornost osebe in te reverzibilni ukrepi oziroma mogoče ta letnica 33 celo podaljša. Eden izmed takih je 3. razvojna os, pa še nekatere obrtne cone in vse ostalo. Gospod Štokl, morda še vaš pogled na tole, in morda še vprašanje o morebitnih in prihodnih investicijah, ki so v načrtu na vaši strani? Mi načrtujemo kar nekaj novih proizvodnih virov, tako v dolini, Šaleški dolini, kot tudi izven. Če začnemo mogoče s Šaleško dolino, plavajoča sončna elektrarna na Žmirskem jezeru, cirka 140 MW, elektrolizer, ki bo proizvajal vodik, toplotna črpalka, ki bi zagotavljala del toplote čez poletje na dolini po ugodnih cenah in koristila električno energijo iz te sončne elektrarne. Skupaj s komunalnim podjetjem preigravamo tudi možnost postavitve novega kotla na biomaso, ki pa kogeneracijskega kotla na biomaso, ki pa najverjetneje pred 2030 ga ni moč postaviti, verjetno še takrat vprašanje. Potem je tukaj, če grem dalje, črpalna elektrarna Kozjak. Mi imamo že eno črpalno elektrarno 185 MW črpalna elektrarna Avče. Planirana je nova črpalna elektrarna Kozjak, 440 MW. Ta bo predvidoma nekje leta 2031 v obrtovanju. Imamo še precej drugih projektov črpalnih elektrarn na pobočju Kanina, v Vipavski dolini, na območju Zasavja. Tako da Srednja Sava, da ne pozabim omeniti, v prvi fazi 3 elektrarne, še vedno smo solastniki hidroelektrarne v Spodnji Savi, govorimo o hidroelektrarni Mokrice.
vetrne elektrarne na več lokacijah po Sloveniji. Ravno kar postavljamo prvo vetrnico, 1 megavat, ampak to je 50% povečana zmogljivost, to, kar ima Slovenija. Slovenija ima trenutno samo 2 megavata vetra, mi zdaj gradimo eno tako napol pilotno elektrarno, dodaten megavat, ki bo zgrajena nekje do konca leta. Planirajo se pa večje lokacije, večji projekti postavitve sončne elektrarne, seveda ne na način, kot so se tega lotili razno privat podjetja, ampak na način tako, da ustrezno in transparentno komuniciramo z lokalnimi skupnostmi in se tudi dogovorimo, kako in pod kakšnimi pogoji. Tako da to se vse pripravlja, tukaj so tudi projekti baterijskih hranilnikov, na drugi strani bo potrebno marsikaj storiti tudi pri odjemalcih. Odjemalci morajo postati aktivni odjemalci, ne tako, da bo zdaj vsak gledal, kdaj lahko prižge pečico, pa kdaj lahko se gre kopati, ampak z ustreznimi avtomatiko, ki se namesti, ker namreč tudi toplotne črpalke za ogrevanje, ki jih imajo odjemalci, imajo neko akumulacijo toplote, na drugi strani vedno več električnih avtomobilov, ki če so nekontrolirano napolnjeni, so motnja za sistem, če so pa vodeni in ustrezno po pravih urah polnjeni, lahko pomagajo sistemu. Seveda pa na dolgi rok, kot se strinjam s gospodom Lamotom, bo vsaj še nekaj časa, vsaj še nekaj let, mogoče celo desetletij potrebno tudi nekaj termoproizvodnje, ki bo pokrivala te konice. Plinske elektrarne imajo mogoče to prednost pred premogovno enoto, da se jih da zagnati za 2, 3, 4, 5 ur, 10 ur in zaustaviti. Premogovno elektrarno, ko jo zaženeš, je pač ponovadi najmanj en teden zaženeš, ne moreš vsak dan zagnati, pa ugasniti, ker bi tak blok hitro uničil. Zato je to mogoče en manjši problem za termodivizijo, ker takrat, ko so negativne cene, še vedno moramo obratovati na tehnološki minimum, ki je pri bloku 6 tam okrog 250 megavatov in takrat pa seveda se proizvaja veliko izgubo. So pa potem ure v večerni konici to, kjer pa lahko prodajaš z plusom. In potem seveda na letni nivoju treba gledati število enih in drugih ur in poprečno prodajno ceno in to tisto, ki potem nekako ti pove, kaj se splača in kaj ne. Dobro, gospod Lamot, zdaj slišali smo o načrtih. Bi se lahko pri vas lokalno prebivalstvo, vaši zaposleni lahko prekvalificirali, se vključili v neke nove proizvodne obrate? Kakšni kadri so to? No, dejstvo je, da po teh projekcijah, ki jih imamo trenutno na mizi, nekih prekvalifikacij teh tehničnega kadra niti ne bo potrebno. Samo upamo, da bo temu tako, da bomo imeli to časovno komponento do končnega zapiranja dovolj dolgo in da potem tudi zapiralna dela trajajo na nek normalen način, ker težko je prekvalificirati, po mojem mnenju, nekoga, ki je 20-25 let dal svojega kariere v čisto specifičnih pogojih in tehnične opreme in samega okolja, v katerem deluješ. Tako da pričakovati neko uspešno prestrukturiranje, po moje, ni možno, je pa tako, kot so tudi druge države delali v Nemčiji in podobno, so na nek mehek način spravili te trenutno zaposlene v pokoj, tako ali drugače, z nekimi drugimi deli ali pa variantami. Sej, mi smo jih nanizali cel kup. Trenutno delamo tudi neko anketo, pripravljamo za zaposlene, da na podlagi tiste ankete vidimo utrip, kam pa bi želeli se prestrukturirati in koliko časa in energije so sploh pripravljeni za to vložiti. Pričakujete pa to od zakonodaje, ki je zdaj v pripravi? Od zakonodajalcev predvsem pričakujemo, da bo spoštovali, da se je Evropa zavezala k pravičnemu prehodu, da se je država Slovenija zavezala k pravičnemu prehodu in tukaj odstopali ne bomo. Je pa res, da si ga morda nekoliko drugače predstavljamo mi, kot pa tisti, ki odločajo, oziroma ki so oddaljeni od Šaleške doline. Dobro, gospod Kumer, morda še to vprašanje. Govorili smo o tem, odkot bo pravzaprav prišel denar. Je morda na mizi spet ideja o združevanju energetskih stebrov? Zdaj na eni strani imamo HSE s termodivizijo, ki se zdaj seli drugam in z večino hidroelektrarn, na drugi strani je tu skupina GEN z nuklearko in manjšim deležem vode energije. Obe skupini vlagate tudi v razpršene obnovljive vire. So tu načrti, da bi bila to spet ena družba? Mislim, če je ideja, jaz za njo ne vem. Tudi na njej nič ne delamo, ne jaz, ne na naše ministrstvo. Imamo drugih bolj realnih izzivov več kot dovolj.
Je pa vedno, kadarkoli se katerakoli energetska tematika odpira, se govori o raznih scenarijih združevanja, razdruževanja. To je vedno bilo, je in očitno bo. Morda za en tak podčrto, kako vi gledate pravzaprav na to celotno zgodbo? Je to evropska zgodba s kuponi, ki pač se izloča fosilne vire, jih dela nerentabilne in tako naprej, da bi jih nadomestili drugi viri, ne z manj izpusti, ali pa je to tudi domača zgodba, smo hoteli prevelik blok, ne, v času, ko o kuponih še ni bilo govora, je bilo govora o napačno ocenjeni ceni premoga, ali morda za oboje? Glejte, Evropa se je odločila in tudi Slovenija je pri tem podpirala. Takrat je bil določen, mislim, da je bil 100% konsens leta 2005, da se uvedejo ETS schema CO2 kuponov. 2005. Zdaj spraševati se 20 let kasneje, ne, in se delati nevednega, ker vmes so se principi samo dopolnjevali oziroma nadgrajevali v smislu, nič se pa ni spremenilo. Rekli bomo, da bomo imeli, da onesnaževalec plača. Ta princip je že pred 2005 leta bil in je odkan in mora biti odkan, če želimo imeti čisto okolje, če želimo imeti čisti zrak, potem mora onesnaževalec plača. Kako se pa ta princip, to načelo, onesnaževalec plača, prevede v realnost, je pa ta kuponski oziroma ETS schema. Lahko bi imeli kakšen drug schemo, ampak nekdo v državi, nekdo v Evropi bi mogel reči, koliko je ta kupon. In poslati signal osneževalcem, zdaj, če bi ta signal bil nizek, potem bi onesnaževalci kaj? Še bolj osneževali. Hkrati bi si ljudje živeli čisto okolje. Če je ta signal previsok, bi za onesnaževalce bilo naenkrat preveliko breme. In zato se je rodil mehanizem uravnoteženja, postopoma zviševanje cen in počasi pošiljanje signala. Zdaj, da v 20 letih ignoriramo ta sistem, onesnaževalec plača, je milo rečeno ignorantsko. In se mi zdi pravilno, če želimo imeti čisto okolje, čisti zrak, da nadaljujemo s tem. Je pa res, da mogoče cena ni prava. Ampak kdo sem jaz, da bi sodil, a je cena prava ali ne? Kdo je recimo, a je to pravi signal? Ampak gre na to, da želimo nadomestiti z čistimi viri, ki so okolju bolj prijazni, našo prihodnost, se mi zdi vendarle, da je bila leta 2005 sprejeta pravilna odločitev. Zakaj? Ker iz tega denarja smo mi lahko sofinancirali čiste tehnologije, okolju bolj prijazne, zelo veliko inovativnih projektov, inovacij je iz tega prišlo ven, ki nam izboljšujejo okolje, življenjski standard se povečuje. Tako da zgodba je veliko bolj kompleksa, kot se je mogoče nekdo, ki je predvsem skeptičen do tega, želi prikazati. Ne smemo pozabiti, kaj je naš glavni cilj. Da na koncu izrinemo onesnaževalce iz našega okolja. To ne bo jutri, to ne bo drugo leto, tudi ne naslednjo desetletje ne. Ampak se mi pa zdi vseeno prav, da imamo nek ultimativni cilj 2050, 2060 in da ga poskušamo korak za korakom priti tja. Da se ne bomo zbudili leta 2049 in bomo rekli, da mi smo zamudili 25 let. To si nobeden ne želi, ker tako hude spremembe pa je težko komorkoli naenkrat sprejeti. Gospod Lamot, nek vaš podčrto, kako pri vas gledate na to zgodbo, ki je šla narobe? Verjetno se vsi strinjamo, da si želimo zdravo okolje. Minister prihaja iz iste doline kot jaz, pozna, kakšen je bil Tež, včasih pa kakšna je bila dolina, pa kje smo zdaj. Ja, primerno boljša razlika zdaj. Definitivno. Je pa vrsta tempo prehoda je bistveno prehiter. In danes beremo, sem jih prej bral, in Energiewende, da je Nemčijo postavil na kolena. Zato, ker so pretiravali z tem prehodom v zeleno, v sonce, v veter. Ključni njihovi, kako rečejo, gospodarske simboli pravijo, da bo šli zaradi predrage elektrike drugam. Pri nas je marsikaj bilo našteto, kar je minister rekel, tudi drži. Drži pa tudi, da smo zaprli talo. Zaprli smo papirnice, zaprli bomo premogovnik, zaprli bomo prej ali slej tudi železarne. A si to želimo? Zaradi pretiranega prehoda. Pa še to bi rekel,
Mogoče je bilo malo premalo tega državniškega interesa za interese Slovenije, pokazanega v Bruslu, ker je Poljska, Nemčija in ostali res, da so večji, ampak so bistveno boljše pogoje izposlovali za svoje termoobjekte, pa da narečem tudi za težko industrijo. Gospod Kumar, so bili drugi spretnejši, no, vaš komentar na to? Za nazaj biti vedno lepo general in soditi, kaj bi bilo, če bi bilo. Tukaj se strinjam z gospodom Lemutom, da bi lahko marsikakšna poteza bila boljša. Ampak zelo nerad dajem sodbe za nazaj, ker vem, da bo nekdo za mano sodil današnje odločitve. Ampak kar želimo vedno reči, da na podlagi današnjih znanih podatkih, in to je bilo moje sporočilo tudi pred tem sestankom, ne samo, da so podatki bili znani, imeli so nalogo tudi na poslovodstvu HSE-ja jih preveriti in verificirati. Tako da bi to bilo samo ena analizica, temu ne moremo reči tako. Seveda smo zamudili kakšne poslovne priložnosti, marsikatero smo pa zelo dobro izkoristili. Slovenija ima zelo dobro geostrateško energetsko lego. Zelo dobro. Marsikdaj nekateri nepoučen energetik riše zemljevid Slovenije, zdaj obstaja neki mape Evrope, kjer je naša visoka cena. Pa to je dobro, kadar izvažamo. Čim več, čim višja cena, da bomo lahko tež proizvajali čim več, da bomo lahko izvažali. Se pravi, ena številka sama ne pove veliko, če ne vemo v globini, kaj se dogaja. Kadar je cena nizka, pa uvažamo, to je tudi dobro. Nasprotne stvari niso v redu. Ampak se stvari spreminjajo z ure v uro. En statistični podatek v enem trenutku dneva ne pove veliko. Trend in pa na koncu to, kar se ti dogaja in to, kar se nakazuje, seveda se pa ne sme ignorirati. Dobro, gospod Štokl, še vaša zaključna misel, ker se nam čas počasi izteka. Tempo zelenega prehoda prehiter, ravno pravi, prepočasen, kaj pravite vi? Se bom kar strinjal z obemi sogovorniki. Prej ste vprašali, ali je bila to evropska politika napačna ali slovenska. Bom rekel kar mogoče delno obeh. Pri evropski politiki, večino s tem, kar je gospod Kumar, se strinjam, je pa ena težava ta, da dorečeno je bilo mehanizem, kako bo CO2 trg deloval, niso bile dorečene cene. In kaj se dogaja, da so te reakcije trga bistveno prehitre, previsoke in industrija se temu ne more prilagajati. Mi moramo vedeti, da od začetka načrtovanja ene elektrarne, odločitve, da nekaj gre zgraditi, če govorimo o termoelektrarni, nuklearni elektrarni, traja 10-20 let in več. CO2 kuponi pa so od leta 2017 do danes zrasli za več kot 10-krat, za več kot 1000%. In tak hiter cenovni signal sigurno ni zdrav. Zakaj se to dogaja? 1000 razlogov na trgu, zakaj se dogaja. Poleg tega so vključeni zraven še razni veliki hedge skladi, ki špekulativno kupujejo velike količine ali prodajajo velike količine na trgu in s tem tudi predvsej vplivajo na same cene kuponov, ampak na to Slovenija nima vpliva. In taka velika nihanja CO2 kuponov, bi se strinjal z gospodom Lemutom, definitivno niso zdrava in povzročajo šoke, na katere nimamo vplive in ki so nezdravi. Po drugi strani tudi nemška politika. In tukaj mogoče malo drugače meni. Jaz mislim, da ni težava to, da je šla Nemčija v veter in sonce. Težava je to, da se Nemčija odločila, da zapre premogovne in nuklearne elektrarne in se bazira na plin. In ko je bila odvisna praktično skoraj od Rusije, kar se tiče uvoza plina, ko je postala vojna, je kar naenkrat tega zmanjkalo in je cela Evropa zašla v energetsko krizo. Dobro, gospod minister, 10 sekund, ker se nam čas izteka. Samo to, da zdaj pristopamo k temu zelo konzervativno. Absolutno. In je treba te trende vzeti v obzir in to, kot je gospod Štokl rekel, absolutno za naprej delovati bolj konzervativno. Dobro, res tema za še eno oddajo, zdaj pa časa nimamo več, tako da se udeležencem lahko samo še zahvalim za pojasnila in gledalcem za pozornost. Bodite z nami spet jutri, ko bomo analizirali stanje v gospodarstvu. Nekateri podatki kažejo bližajočo se recesijo, drugi spet ne. Za danes pa se od vas poslavljamo tonski mojster Jernej Pogačnik, urednica oddaje Nataša Lang in Erna Strniša, ki sem oddajo vodila.